Dobrodošli v podkastu Mladost na kmetiji. Lep pozdrav vsem poslušalcem v novi epizodi podcasta Mladost na kmetiji. Naslednje minute pogovora bomo preživeli v Iga vasi v Starem trgu pri Ložu v Loški dolini. Sem v družbi sester Eve in Ane Mlakar, mladih deklet, nekdanjih skavtin, animatork ter dejavnih članic Društva podeželske mladine Loška dolina, ki izhajata z 6-članske kmetije, kjer je glavna dejavnost prireja mleka, saj imajo v hlevu več kot 100 glav govedi. Eva in Ana, prav lepo pozdravljeni. Živijo. Smo torej v Iga vasi v Loški dolini in morda bi kdo mislil, da smo blizu Iga. Vemo pa, da Ig leži oziroma meji na mestno občino Ljubljana, vendar Iga vas ne leži v bližini Iga. Zdaj, kako bi opisali in umestili vajino vas? Iga vas je v bistvu vas na Notranjskem. Mejimo na Cerknico, Bloke in pa Loški potok. Dosti nas zamenjuje z Loškim potokom, kar pa ni isto. Tako da Iga vas je v bistvu vas v Loški dolini, na sredi doline. Imamo v bistvu 15 minut do hrvaške meje. In to je vas, kjer je sicer več kmetij, vaša najbrž ena večjih, če ne največja. Naša je ena največjih v širši okolici, je pa tudi več manjših kmetij tukaj blizu. Ja, kot sem na začetku že povedal in kot smo se lahko prepričali na lastne oči, imate več kot 100 glav živine, ampak na kmetiji nimate samo krav, ampak lahko rečemo kar mali oziroma veliki živalski vrt. Katere vse živali najdemo pri vas? Imamo koze, ponija, ki ga sicer zdaj ni doma. Je še na dopust? Ja, na počitnicah pri babici. Dobesedno. Ja. Pol imamo še kokoši, psa, mačko in pa 2 papagaja. Zdaj, ko se vozimo k vam, je na več mestih na cesti so oznake za nevarnost oziroma kjer nas opozarjajo na prisotnost divjadi, torej divjih živali. Ali vas zdaj obiščejo tudi kakšne divje oziroma gozdne živali? Ja, seveda. V našem pašniku je zmer prisoten medved. Imeli smo pa tudi, ne jih mi, ampak naši sovaščani so imeli pa težave z volkovi. Tako da jih je kar veliko na tem območju. Torej sta že obe videli v živo tudi medveda? Ja, kar večkrat. Večkrat. Kakšno bližnjo srečanje ali res na varnostni razdalji? Jaz sem pred leti nam je iz pašnika pobegnila telica in smo jo iskali v okolici in pa smo naleteli na medvedko s 3 mladiči, ampak smo se ji izognili. Torej z medvedji nekako morate sobivati v tem okolju, ne? Prilagoditi se treba, ja. Prilagoditi se treba, tako. Torej, kot sem rekel, več kot 100 glav živine, torej to predpostavljamo, ne, da se dan začne kar zgodaj za vse člane vaše kmetije. In ko sta vidve doma, kako izgleda vajen dan? Imate delo tudi vidve, kako porazdeljeno? Dan se običajno začne okoli 5:30 zjutraj, ko gremo v štalo. Molzamo, damo krmila, teleta nafutramo, pa obiščemo pašnik, kjer imamo odstavljene krave. In na to pač sledi delo, ki je tisti dan aktualno. Odvisno od letnega cajta. Jaz sem pa navadi pa še delal s kokošmino. Naš bratec ima zelo rad vse živali, ampak pol mu zmanjka malo časa. Ja, kot sem rekel, vi v bistvu je 6-članska kmetija, poleg vaju sta še starša, pa še en brat, pa še stara mama. Lahko še malo te družinske razmere oziroma odnose opišeta. Ja, se pravi, na naši kmetiji zdaj živimo mami Blaženka, ati Frank, mama Anči pa brat Rok, ki bo najverjetneje prevzel kmetijo. On bo najverjetneje prevzel kmetijo, ampak delate in pomagate pa vsi seveda. Ja, seveda. Ja. Ampak je pa še en brat, ki pa je že zapustil domače gnezdo. Ja, še en brat pa živi na Gorenjskem, zdaj se je poročil glih letos in ima že enega otroka, tako da kadar pridejo oni na obisk, je zmer luštno. Se pravi, ga radi sprejmete in tudi on rad pride, se vrača domov. Ja, res. Ja, tako. Zdaj vidve sta obe v bistvu na nek način zaposleni. Eva, ti že sicer ne zaposlena v UKC-ju.
Ana, ti pa novopečena študentka. Če najprej, Eva, ti malo opišeš, kje točno si zaposlena, kakšen je tvoj primarni poklic? Ja, jaz sem v bistvu po poklicu diplomirana medicinska sestra in sem zaposlena v CIT-u, to je intenzivna terapija, ki se ukvarja predvsem s travmatologijo, kirurgijo. Je pa ena najtežjih intenzivnih enot v Sloveniji. Ja, praviš, da je to zelo stresno delo. Torej, s kakšnimi primeri točno se potem ti srečuješ pri svojem delu? Ja, v bistvu se srečujem tako s smrtjo, kakor pol mogoče malo boljšim izidom zdravljenja, ne. Včasih vidimo, kako dejansko ljudje shodijo, pa pridejo nazaj pol pozdraviti po neki hudi, ne vem, prometni nesreči ali pa nesreči s traktorji. Teh je zelo veliko, predvsem poletno. Tako da zanimivo, marsikaj vidiš. Tudi tvoje delo poteka v več izmenah, ne? Res je. Danes si prišla z nočne in zdaj že imamo tule pogovor. Ja, pol ure nazaj sem prišla z nočne in zdaj sem tukaj. Ja, vedno na obratih, doma ali v službi. Zmeraj treba biti v akciji. Ampak študiraš pa v bistvu še naprej, ne? Tvoja pot izobraževanja se ni še čisto povsem končala. Res je, malo sem še pridna zraven, ob službi delam še magistrski študij promocije zdravja. Ana, ti pa si tudi stopila na novo pot, kaj ne? Zaključila gimnazijo, zdaj pa te je pot odpeljala v Ljubljano. Ja. Kam točno? Na naravoslovno-tehniško fakulteto, in sicer smer grafične in interaktivne komunikacije. Pač me tudi zanima oblikovanje, grafika, tudi za kmetijo pa društvo urejam te družabna omrežja. Veseli pa me tudi fotografija. Ja, o tem bomo še nekaj več rekli tudi vnaprej. Torej, to je taka bolj umetniška duša, lahko rečemo. Ja, moja. Zdaj, primarno nobena od vaju sicer ni izbrala poklicne poti, ki bi bila neposredno povezana s kmetijstvom ali podeželjem, pa vendar ne, obe pa navezani na domačo zemljo in na domačo domačijo. Kako se vidita v prihodnje? Jaz bom definitivno prišla nazaj na podeželje, ker pač ta mestni kaos ni zame. Pač lepše mi je, če se zjutraj zbudiš v naravi, greš v štalo ali pa na polje, pač da si obdan z naravo. Jaz sem se v bistvu pa že malo navadila tega mestnega življenja, ampak ja, tudi jaz definitivno se zelo rada, pač ne velikokrat, ker ne morem zaradi službe, ampak se zelo rada vrnem domov na podeželje. Živiš v Ljubljani ali se vračaš domov? Ja, v Ljubljani sem čez teden. Prihajaš potem domov, ja. Tako. Ti pa si, kot Ana praviš, ne, ravno začela novo pot, novo študijsko pot, zdaj približno kakšen mesec vse skupaj si v tem pogonu študijskem. Kako si začutila sam študij in sam utrip? Pač študij mi je zanimiv. Nisem se pa še čisto vklopila v to študentsko življenje, ker je vse še novo. Frišno, ja. Malo se še zgubljam s tistimi trolami po Ljubljani, ampak zaenkrat gre kaj. Ja. Travme vsakdanje študentskih časov, ne? Na katero trolo je treba iti, pa si se že navadila, že veš, na katero je treba zmeniti? Ja, najbrž. Ponavadi grem na 27, tam je smer pripelje. Ja, če ne se pa izgubiš, pa najdeš pot, ne? Pa greš na drugo stran, pa greš nazaj. Zdaj pa, če se povrnemo še nekaj let nazaj, zdaj smo govorili o sedanjosti, nekaj tudi o prihodnjih načrtih in tako naprej. Kako pa se spominjate otroških let na kmetiji? Se ne, da bi bili tako stari, ne, da je otroštvo tako oddaljeno, ampak vendar, kakšna so bila ta vajna leta otroška na kmetiji? Sicer nekaj let med vama je razlike, ampak vendar, kako se jih spominjate? Ja, med nami je 6 let razlike. Drugače pa zmeraj je bilo zanimivo, zmeraj nas je bilo dosti, tako otrok, kakor, ne vem, pri nas je bilo zmeraj polno ljudi. Tako da zmeraj je bila dobra družba. Mislim, da je bil to res en dober poligon za odraščanje. Vsak je imel neko svojo odgovornost, svoje delo, ki ga je mogel narediti. Pa pomagati smo se navadili en drugemu. Tak delovne izkušnje si dobil tudi za pol zdaj življenje naprej. Ana, pa ti, kako se
spominjaš tega, kot je rekla sestra Eva, tega otroškega poligona? Ja, res je, nas je bilo zmer pač cela vas ali pa cela žlahta. In v bistvu so nas že starši od majhnega naučili delati. Naš ati tudi večkrat reče, da upa, da nam ne bo treba v življenju toliko delati, ampak da je dobro pač, da znamo. Ja. Vse znamo tudi fantovska dela, fantje pa tudi malo ženskih del, tako da se treba porazdeliti delo. Aha, to pomeni, da vidve sedete tudi na traktor, brat pa recimo, da tudi zna kaj skuhati. O, to pa ja. Res je. Katero delo, oziroma če gremo tako še nazaj, ko ste rekli, da je bil vaša kmetija na nek način kot poligon, je bilo v vasi veliko otrok, jih je tudi zdaj? Ja, Kaj? kar veliko. Ja. Uh-huh. Da se nadaljuje to vaško življenje, tudi pri nas. Je, tako. Opažate ta trend, da ljudje ostajajo tukaj ali se tudi izseljujejo, da ne vem, bolj urbana središča ali nekako ostajajo tudi tukaj povezani z zemljo? Kaj pravite? Čisto neki tako pol-pol. Kar je teh više izobraženih, da je pa navad urbana naselja. Ali pa ostanejo tukaj, ampak je v bistvu to neko spalno naselje. Pa se vračajo v bistvu sam popoldne domov. Verjetno zaradi samih nepremičnin, ne, če smo spet tam. Ja, vse je povezano z denarjem, seveda v končni fazi pa tudi z veseljem, kamor te vleče srce. In ko smo pri vajnem otroštvu in tako naprej, katero delo vajo pa najbolj veselilo in pa najmanj veselilo, ali pa če tudi še danes pogledate, ne, katerega dela se najlažje lotita in pa z najmanj vneme. Jaz sem bila že od majhnega večinoma z živalmi, ali sem fotrala teleta, ali sem pomagala kidati, nastilati, karkoli, pač to delam še zdaj. Najslabše delo mi je pa zmer bilo skladanje drv, to mi je pa tako dolgočasno. Zakaj? Kakšen poseben razlog? Ne, sem pač vleče se tu. Traja, ne? Ja. Je treba pripraviti kar nekaj metrov drv. Ja. Prvo klaftre, polej spet domov pripeljati, pa spet narezati, ampak zdaj je to malo drugače. Zdaj je malo drugače, zdaj gre malo lažje, ampak včasih je bilo to pa res tako naporno. Mislim, meni ni bilo všeč. Ja, pravijo, da pri napravljanju drv ti mora biti 3-krat vroče. Ja, si nam je bilo. Ja, pa ti Eva? Ja, kakšna je tvoja izkušnja? Jaz sem pa tudi zmeri bila rada zunaj, kakor da bi bila notrno. Najhujše mi je bilo pa, kadar sem mogla likati, to mi pa nisem marala. A je likanje pa ne? Ne, zdaj pa je bilo tako malo bolj antistresno. Kot likar je postalo malo bolj všeč. Ja, če pa morate zbirati, no ti si že nekaj pomenila, da si rada v hlevu, rada pri živalih, ampak delo v hlevu z živalmi ali delo na polju, v travniku recimo? Jaz bi zbrala v hlevu, pa na pašniku, pač to vključuje živali. Ja? Jaz v bistvu tudi, ampak jaz sem tudi za, ne vem, na njivo pa rastlinjak, to mi tudi ni tak problem. Ja. Ana ne mara zelenjave, tako da kaj ne spraviš. Samo je bil krompir. A ne ješ zelenjave? Ne. Ampak kam pa vršiš krompir med zelenjavo? Krompir je moja jed. Pa kečap. No, in povem, da se nam je tudi za en delček pridružil tudi Evin in Anin oče, ki pravi, da zraven krompirja pa še kečap, ne, tako da, ja, no, vse kečap je pa iz paradižnika, tako da imamo še eno zelenjavo, da lahko dodamo na listo, ne. Drugače se pa strinjam s tabo, tudi jaz imam in obožujem krompir v vseh oblikah, moja najljubša zelenjava, no. Tako da, ampak morda z leti se navadiš tudi druge zelenjave. Ja, mogoče. Pošiljeno, ne. Ja, tako. Pravite, da raje delo zunaj, recimo, ne? Kaj pa noter za štedilnikom? Tudi kaj, čeprav menili ste, da brat Rok rad kaj skuha. Kaj pa vidve? Ja, jaz tudi rada kuham, rada malo eksperimentiram. Pač, da jemo še kaj drugega, ne sem tiste standard, ki je pri mami Anči. Drugače pa Rok tudi, Rok bolj za žar skrbi, ali pa kakšno jajčko on dobro naredi. Jaz pa čisto odvisno, koliko imam cajta.
Doma se sploh ne štulam, ker so 3 gospodinje, ker sem pa sama se pa tako moram nekaj narediti za jesti. Ja, omenili ste mamo Anči, pa mladine babice dobro in veliko skuhajo, najbrž je tudi v tem primeru tako. Ja. Ja. Od cvirkovka od naše mame najboljša. Ali pa kruh s pršutom. Ja. Ja, verjamem, da po babični kuhinji še velikokrat dobro diši. Res je. Ja. Ko govorite o teh kmečkih opravilih, prej smo govorili, kaj ste najraje počeli, kaj vam najmanj diši, recimo, ampak kje se pa kot družina, kot cela domačija, kmetije, pri katerem opravilu se najbolj povežete, da ste najbolj se občuti ta družinski duh na kmetiji? Jaz bi rekla, da pri sileranju koruze, ker se pač zbere res cela družina, pa tudi prijatelji, tudi brat pride z Gorenjske in takrat res preživimo 2 dni skupaj, se zabavamo vsi laze, sam pač naš rok malo trpi, ker žanje, drugim nam je pa ful dobro. Pa morda je pobiranje krompirja. Takrat smo tudi, nas je polno na njivi, tako da tudi en tak cajt, ko smo vsi skupaj. Ja. Kako je bilo letos s krompirjem, je dobro obladil, da bo dovolj, Ana, zate in za tvoje kulinarične? Ja, zame ga bo dost, sam je pa pač malo slabša letina, kot je bila lani. Drugače pa. Bo drugo leto pa boljše. Ja, ne moramo biti vse. Ja, boje pa makarone. Ampak makarone pa ne delate doma nikoli. Ne še, Ne še? se bomo mogoče preizkusili, to so se s prijateljicami menile, da bi probale. Aha, Mogoče. še nov inovativni, ne? Ja. Projekt mogoče. Ja, pa še omenili ste siliranje koruze, ne? Tudi tam je treba biti natančno določeno, kdo kaj dela, kje je takrat vajina vloga, vajino mesto, kje ste najbolj pripravni za pomoč. Jaz sem ponavadi v silozu, pač ko ravnamo koruzo in teptamo. Moja največja vloga je pa pol, ko se vse konča, da operem vse stroje. No, seveda, pika ni najbrž je oče tudi vesel, ne, potem, da kdo drug opere stroj, ja. Da se vse sveti. Ja, to je pomembno, če se svet, treba očistiti kuhno, če treba očistiti vse drugo, potem tudi stroja, ne. Ja. Ja. Če gremo zdaj še malo v vašo društveno življenje, zdaj vaše društvo podeželske mladine Loška dolina je dokaj mlado, staro je šele 5 let in Eva, prva predsednica si ti, Ana, zdaj ga vodiš ti. Ja. Mislim, da še nikoli nisem imel priložnosti, da bi govoril z aktualno in nekdanjo predsednico. Ne? To mi je kar v čast. Kako se je pravzaprav vse skupaj to začelo? Eva? V bistvu, jaz sem za podeželsko mladino slišala prek starejšega brata Ana Gala, ki je na Gorenjskem. Tam so zelo aktivni, Kranjska in Tržiška podeželska mladina. In nam je bil ta koncept ful pač všeč. No, in pa smo se z enimi parmi pogovarjali, pa so bili vsi tako, ja, vsej v našem koncu ni pa nobenega tazga društva, ki bi povezal v bistvu mlade podeželane v kup. No, in pa smo šli res v akcijo. Malo smo še vprašali še ostale, ali bi prišel zraven, ali ti je tukaj zanimivo. In si so rekli, ja. Noben pa ni hotel vstopati iz cone udobja, pa pač iti v akcijo pa nekaj narediti na to foro. Ne. Pa še v bistvu prvo smo bili zavrnjeni, da kaj bomo sploh tu delali, da tega sploh ne rabimo tle. No, ampak pa smo pa res stopili skupaj. Takrat smo jaz, Pija, Erik pa Luka, 4 ustanovni člani. Smo vse papirje zrihtali, šli na upravne enote, imeli ustanovni občni zbor, evo, in zdaj smo tukaj po 5 letih eno najbolj, lahko tako rečem, uspešno društvo v Zvezi podeželske mladine. Torej, na začetku je bilo koliko članov in kako se je zdaj to razraslo po 5 letih? V začetku nas je bilo 30, no, zdaj smo pa podvojili to število, nas je pa 60. In si predala kdaj to palico voditeljsko mlajši sestri? Letos januarja. Se pravi, Ana, od januarja si pa ti na čelu društva. Ja. In v kakšni kondiciji ti zapustila društvo? Pa kar v dobri. No, mislim, jaz sem bila že malo utečena zraven v odbore. Pa smo pa pač nova ekipa je prišla, taka zagnana in mislim, da pač res dobro delamo letos. Smo pač izpeljali 2 dogodka za javnost, regijske kmečke igre z društvom Primorska, pa ne vem, vrstnika. Ja, pa z javnim zavodom Snežnik. Pa traktormic smo imeli zdaj septembra, kjer je bila tudi res dobra udeležba.
Zraven smo imeli še demonstracijo mehanizacije, Miller pa Krpana, pa Gorenca. tako. Traktor Mici omenila? Ja, to pomeni. Malo, če Traktor razložiš. Zbor, bilo je 19 traktorjev z naše okolice. Smo imeli tudi glasovanje za najboljši traktor. Aha, in In najboljši je bil Lindner z Dolejnih Polan. Poli smo imeli še meč Korna. To so res dobro farjeli, ko so začeli mladi med sabo Tekmovati, tekmovati. da bodo vrgo. Ja, da so si pol častili pijačo, pa je bilo zmer več udeležbe in pa smo tisti škorn metali 2 uri, ampak je bilo zanimivo. in koliko je leto najdlje? Mislim, da 27 metrov pa pol. A je bil še pol primeren za obutev? Ali? Bolj je res. Zaenkrat, Je bil ja. že odslužen skoraj. Ja, odslužen, ne. Srečna je bila ta. Mogoče še za kakšen met, ne? Ja. Jaz sem med bi bil še. Moramo pa reči, da tudi zmeraj poskrbimo tudi za otroke. No. Da neke poligone naredimo ali pa samo ustvarjalni kotiček. Pač zmeraj še za njih poskrbljeno. Ali pa kravo zveze propelamo. Ja. Pa malo Pa vzejo. tatuje, to je ful zanimivo, pa nalepke. Tako ta zmeraj, ja. Zamenjali ste traktorje, tudi na vaši kmetiji, ko se pripelješ kon, je kar nekaj traktorjev, seveda za toliko obdelovalno površino in za toliko živali, kot jih imate, je potrebno veliko delovnih strojev. Koliko traktorjev pa pri vas na kmetiji? Pri nas so 3, pa en je trenutno še na počitnicah, pa nas od brata. Drugač pa imamo tudi balirko, ovijalko, pač večinoma delamo vse sami ali pa s pomočjo prijateljev. Sosedska pomoč je glede spet. Ne? No, to pa je res najbrž neprecenljive vrednosti, ne? Ja, Da si lahko definitivno. sosedje pomagate in zaupate. Usluga enemu drugemu, pa se zmer povrne. In na kateri traktor vidve naraje sedete, če sedete, kateri? Jaz Kijoti. Ja, zakaj? Ne vem, tak najbolj priličen mi je. Ali pa v sprinta, zdaj sem se ga navadila s čeljem delati. Meni pa isto, Kijot je tak gubica, pač najbolj Danski. traktor. Ja. Drugač pa še Hurliman, jaz pa tudi Hurlimana poznam, ki je pa največji v naši kmetiji. Ja, no, to zdaj smo nekaj povedali o teh traktorskih podvigih, ne, pa o podeželskem društvu. Sicer pa ste seveda, ker ste v podeželskem društvu, ste avtomatsko je vaše društvo včlanjeno tudi v Zvezo slovenske podeželske mladine, ki letos praznuje pa 30 let. Čistko, če vaju bi kdo vprašal, nekdo, ki ni član, recimo je kmet, pa ni član društva podeželske mladine ali pa Zveze slovenske podeželske mladine, kaj za vaju pomeni biti del ene take širše družbe slovenske podeželske mladine? Kaj vama je to ali pa kaj vama to daje? V bistvu ti da prostor za izobraževanje, za neko osebnostno rast. V bistvu lahko greš prek nje tudi nekam v tujino, da vidiš primere dobrih praks, pa poj včasih si tudi zaveš, kako dobro ti je doma. Ne vem, jaz sem bila prek Zveze v Gruziji in ko smo prišli domov, smo bili vsi tako veseli, ko smo prišli domov, ko smo imeli neko normalno življenje, pa vse ceste so normalne, pa vozimo normalno, če ne drugega. No. Vse verjetno Gruzicam bi bilo pa glih obratno, ne? Ampak pač, ja, mislim, da se zaveš vrednosti tega življenja, ki ga imamo na kmetiji, na podeželju. Drugač pa tudi, ne vem, ogromno ljudi spoznaš, pač res, skusiš neke ljudi okoli sebe, ki ti lahko pomagajo, ali z nasvetom, ali znanjem, ali pa s kakšno uslugo. No. Ali pa imajo neke izkušnje, ki jih ti še ne imaš, pa imaš podoben problem, pa pol ga Lažje skupaj rešiš, rešiš. ja. Pa tudi najboljše dogodke pač na državni ravni ima Zveza. Ne vem, državne kmečke igre so res tak dogodek, ki poveže vse mlade Slovenije. Pa tudi nam z društva je tam tako najboljše. Ali pa kviz. Pa ne vem kaj še. Ja, vsi, ki sodelujo v tem podkastu, vsi najbolj hvalijo in omenijo prav državne kmečke igre. V bistvu gre za res očitno za en tak dogodek, da vas tako začara v narekovajih. Ja, pa dejansko takrat se najbolj povežeš, pač takrat je dosti sproščenosti, Pa tekmovalnost. pa tekmovalnosti, potegne. ja, in pol itak spoznaš sosednjo ekipo, pa ekipo iz, ne vem, Gorenjske, Štajerske, pa valjda boš njih premagal, ne. In pa se zmer malo spodžigaš, tako malo bolj lušno. Imate kakšen odmeven rezultat z kmečkih iger? Ja, jaz sem bila državna prvakinja v grabljenju letos. Res? Društveno smo bili pa mislim, da 6. letos. Ja, lani smo bili pa 4. 5.
četrte sta bila grabljica, pa Ja, kos. kosa. Omeniš, da si državna prvakinja v grabljenju med dekleti. Zdaj, koliko vas je tekmovalo? 30. mislim, 30. takega. In kako je to izgledalo? Povej mi, je to neka špura, ki jo moraš pograbiti? Oziroma... Pač poligon je, mislim, da 4x10 metrov. Najprej ga kosec pokosi, pa nastopi grabljica. Pa ga moraš pograbiti, pa v kopico oblikovati na koncu. Aha, in koliko časa je ti je to trajalo, ti je to vzelo? To pa res ne vem. Jaz sem šla tako nalagano, da sploh ne vem, kdaj se je končalo. Nalagano pa do Ja, prva. ja. Ja, rekla, jaz se sploh nisem več zadihala, ker na regijskih igrah je kar skoraj proč prišla. Je rekla, zdaj sem šla pa tako nalagano, je pa res, da je imela letos, mislim, zdaj na državnih kmečkih igrah pa oran grablja. Ja, grable sem nove kupla, so bile. Jaz sem unete velike kupla, pa je bilo predboljše. A zdaj moraš priti s svojimi grabljami? Ja, moraš imeti svoje lesene grable. Dobro je, če imaš še kakšne rezervne, če kaj poče vmes, da lahko zamenjaš. Tako kot pri Rogliču, recimo, če pedal gre, Ja. hitro ne gre, bi ti pomagala pri mest, recimo. Ja, ali pa pač ekipa tam, ki tekmujejo skupaj. Vem, da so imeli, eno društvo je imelo problem s koso. Tako da so pa naš kosec je posodil kosov, mislim, med sabo so si tudi kosci pomagali, da so vsi Pa končali. navijali drug za Tako da ja, drugega. spet Sploh smo- v regiji mislim, Ja. da smo pač tako dosti povezani, da pol navijamo drug za drugega. Super. Letos smo se res povezali. No. A je bila kakšna nagrada za prvo mesto? Nove Ja, grablje? ne, polštar sem dobila. Ja, spanci pomembni. Ja, se mora Spočiti se je spočiti. treba. Evo, če se pa osredotočimo na še eno zadevo v enem življenju, zdaj obe sta bili nekdaj tudi aktivni skavtini, danes nista več tako. Tudi skavtstvo in te skavtske veščine so namreč vama kar veliko dali v tem smislu, da je treba preživeti v naravi, ne, da se treba boriti in tako naprej. Ja, jaz sem bila skautina kar 14 let. V bistvu sem začela že pri Očičih, pa sem šla v Četo, sem postala vodnica 6 puncam, smo bile tigrice. No, potem sem pa nadaljevala še pri popotnikih, to je bilo kar zanimivo. Šli smo v Barcelono, peš, mislim, ja, peš, mislim, pjela sem. Pa z Goričkega v Piran smo šli. No, pa sem se... Tvoje kreslin. Ja, tako. Pa sem se pa še 2 leti sem pa še voditeljica, tako da sem dobila kompetence vsakega voda posebej. No. Tako da mislim, da ja, dosti da znanja, kako preživeti, kako se znajti, tudi za pol naprej v življenju. No. Pa kako povezovati različne karakterje, vodati recimo. Jaz sem bila tudi pri skavtah, mislim, da je na 8 let, bila sem Vučić, pa pol sem bila še v Četi, vodnica, Medvedko. Pa najbolj luštno je bilo pač te tabori, pa kakšni hajki, ki spoznaš različne ljudi. Recimo jaz sem spoznala, v Stični smo bili na tabori, smo šli na neko kmetijo in zdaj še to dekle srečujem pri podeželski mladini. Ja, torej prijateljstvo na več ravneh. Ja. Ja. Zdaj, obe sta bili pa tudi animatorki na oratoriji v Župniji, ne? To vaju na nek način najbrž zaznamovalo, ne, delo z otroki pa spet nekoliko drugačno. Ja, mi smo imeli, takrat, ko sem bila jaz animatorka, smo imeli res ogromne oratorije. Okoli 140 otrok je bilo takrat. V bistvu sem bila 2-3 leta sem bila animatorka, pa sem pa se v bistvu preizkusila še v kuhinji, da sem kuhala za te otroke na oratoriju. No. Aha, si kuhala za 140 Tako. otrok. Si mogla kar preštudirati, koliko skuhati. Je bilo kar izziv, ja, ampak s pomočjo vseh teh gospodinj nam je kar šlo. Ja. Ana, pa ti? Si bila animatorka, pa tudi najbrž udeleženka? Ja, jaz sem bila udeleženka in pa sem bila animatorka 1-3 leta. Pač ja, zanimivo je delo to z otroki. Jaz sem imela ponovadi zmer tiste majhne, tako da je bilo zmer zabavno. Pa ti banci, pa himne, pa kazanje, zmer je bilo polne igre, izigranje. Pa ne samo oratorij čez dan, ki si bil z otroci, ampak pol, ki se tudi z animatorji povežeš, pa v bistvu dobiš spet neke nove prijatelje, ki te spremljajo čez življenje. Ja, iz vsega tega pogovora je razbrati, da imate velik družabni krog ljudi, prijateljev, znancev, vaščanov in tako naprej. Kaj pa, ko si želite trenutek zase, ko odmislite vse ostalo, kakšen hobi, kakšen interes, zdaj ti si omenila
Ana, slikanje, snemanje, ti Eva greš v hribe. Kaj takrat, ko delo malo če počaka, kam se radi odpravite? V naravo. Pač, ali so to s prijatelji, ne vem, da imaš kakšen kres ali pa greš enostavno na snežnik. Ali pa, ne vem, pač meni tudi slikanje, recimo živali, ljudi, pa urejanje družabnih omrežij, tudi zame hobi. Jaz pa tudi rada hodim v hribe, v naravo, ob tem pa še poslušam glasbo, tako da to je bolj nekaj najboljšega. Ali pa si kje zapoješ Ja, tudi to. Tudi, ja. Kakšen pevskem zboru poješ? Ne, nimam še časa za svojo dušo. za svojo dušo. Ja. Omeniš, da rada hodiš v hribe, najvišji osvojeni vrh, slovenski. Kje sem da? Rakitov. Triglav še ne. Še ne, še. Še Spomlad. prečaka. Spomlad, če bo se prav. Ja, super. Ana in Eva, počasi se približujemo koncu pogovora. Za konec še dve kratki vprašanji za vsak, za obe, pa mogoče začnem Ana s tabo. Kaj praviš? Mladost na kmetiji je zanimiva, saj? Kaj bi rekla? Se vedno veliko dogaja in si obdan z živalmi. Eva, če te pa nekdo vpraša v službi, recimo, ne? Biti kmet ali pa živeti na kmetiji je pa lepo, zakaj? Zato, ker imaš svojo domačo pridelano hrano in veš, kaj veš. No, naj za konec povem, če slučajno slišite kakšen šum v tem našem pogovoru, je to zaradi tega, ker Evin in Anin brat Rok zunaj na dvorišču pere en stroj oziroma en traktor. Tako je, kosilnica. Pospravlja za zimo. Ja, tako da upam, da je to ni zmotilo našega pogovora, da se vse normalno slišalo. Hvala, ker ste bili z nami, Eva in Ana, vama pa tudi vse dobro v nadaljnjem življenju. Hvala enako.